Šukartu mengresi nas andi adiskri oddaja Roman odhem. Pozdravljeni v oddaji Roman odhem. Danes boste spoznali še nekaj naših posebnosti. Od jezika, ki je seveda temelj identitete vsakega naroda, do tistega, po čemer smo najbolj znani. To je plesa in predvsem glasbe. Znani pa želimo biti po naši hrani, zato začnimo z njo. Nekoč je bilo v romskem loncu, ali bolje na ognju, predvsem tisto, kar so naši predniki kje dobili ali nabrali. Mi smo nekdaj, kad smo bolj skromni bili, kak zdaj, ne? In kad smo kaj dobili ali kaj takšnega, če je bilo, kad smo dobili, smo najbolj radi kakšno svinjsko meso, če smo našli. Če smo dobili, smo pekli. Največ smo se pa tu bavili v kupe z ježami. Kad smo ježe radili, pekli, plus če smo kožo dol vzeli, pa smo še kože tu pekli. Danes se tudi peče, a so sestavine bistveno drugačne. Take, ki pritegnejo današnje obiskovalce. Zdaj imamo na primer meso na žaru, pripravljamo tudi odojka, pečemo tudi piščance, probamo na bolj preprosti način. Turisti bi lahko ponudili kakšnega odojka, meso na žaru, kebab, hamburgere, čevapčiče, pleskavice. To bi bilo za začetek, takrat bi pa še nekaj romske specialitete poleg ponudili. Iz sedanje in predvsem nekdanje hrane pa so na Kamencih ustvarili nekaj novega, posebnega. Pravzaprav so našo nekdanjo hrano na novo odkrili. Okus Kamencev, ki je nekaj posebnega in ki bo prevzel vsakega obiskovalca. Jaz ga doživljam kot en pravi etnološki dragulj, namreč posebnost Kamencev je v tem, da se tukaj dejansko kuha zelo avtentično. Gospa Nada, ki je nekako romska kulinarična vodja tega naselja, nam je dejansko ponudila vse te recepture, ki jih lahko danes na tej mizi zasledimo. Od zanimivih trgancev zeljen, trgancev z makom, zeljevih retašev, do klobase, ki jo najdemo dušene v satarašomaki, do pečenega krompirja z posebnim smetanovim prelivom. In pa seveda kot krona te mize danes zagotovo tudi Nadin bograč, ki je pripravljen samo iz 5 sestavin, ampak prepričana sem, da bi na bogračijadi kotirala zelo, zelo visoko, predvsem zaradi tega, ker ga zmeraj kuha na živem ognju in predstavlja resnično eno posebnost tega okolja. Jaz sem prepričana, da bo zanimivo predvsem zaradi tega, ker je tukaj kulinarika, ki živi z letnimi časi in živi z lokalnim okoljem in ker je vse narejeno od začetka, torej zelo naravno in zelo osnovno. Ampak ker je toliko ljubezni in toliko predanosti v teh jedeh, sem prepričana, da bo našel tisto, kar v Sloveniji zagotovo znamo ponuditi v najboljši obliki, in to je okus po Sloveniji. Tukaj pa začinjeno po romsko. Po romsko govoriti pa je malo teže. Čeprav je jezik zelo pomemben, zlasti za mlade, ki se ga ne naučijo dovolj. Slovenski Romi se lahko pohvalimo, da smo v samozaložbi izdali kar 100 knjig. Mislim, da smo kot majhna država veliko naredili tudi na ohranjanju jezika za slovarje. V Sloveniji imamo kar nekaj pomembnih slovarjev, ki smo ga pisali iz različnih dialektov, potem pa tudi slovarje, ki so slovnice, ki so tudi, ki nekako proučujejo pomen romskega jezika, tako pri nas kot tudi v svetovnem merilu. Moram reči, da smo pri nas 20 let imeli mednarodni romski tabor, na katerem smo poučevali tudi jezik, eno izmed tem romskega jezika. Torej, romoloških tem je bil tudi romski jezik, tako da smo na tem področju veliko naredili. Prekmurski Romi imamo svoj dialekt, dolenjski, posavski spet svoj dialekt in pa seveda novodobno naseljeni Romi. Oni pravijo od sami sebi, da je to balkanska romščina. Tehnične
torej tehnične osnove jezika oziroma tehnične oblike, Romi seveda tudi v slovenskem prostoru, pa tudi v Prekmurju nekako povzamemo od drugih jezikov. Moram reči, da prevladuje v slovenskem prostoru, predvsem prevladujejo tuji jeziki, predvsem angleščina, nemščina. Mi smo tukaj blizu Madžarske, Hrvaške, ker se ta jezik tudi potem te tujke uporabljamo. Tako da je zelo težko uporabljati samo originalne oziroma tiste besede, ki so v samem sanskrtu oziroma v hindu jeziku ohranjene pri romskem jeziku. Mi temu pravimo koreni jezika. Zelo težko jih je seveda najti. V pogovornem jeziku se zelo malo uporablja teh pravih, bom rekel, romskih izrazov. Tako kot recimo Prekmurci, ko se pogovarjamo slovensko z nekom, uporabljamo veliko besed iz našega okolja, tako tudi romščina, oziroma kadar se pogovarjamo v romskem jeziku, uporabljamo veliko tujk. Tako da ni rečeno, da so vse besede potem tudi romske besede. Leta 1997 je bil romski jezik priznan kot eden izmed evropskih jezikov. Torej 15 milijonov Romov v Evropi govori romski jezik in to ni zanemarljiva številka, kakor tudi nepriznavanje tega jezika. Tukaj se je naredilo veliko, vendar pa potem v nacionalnih merilih oziroma v lokalnih merilih se pravzaprav ta jezik zelo malo priznava v vseh oblikah izražanja. In to je zelo pomembno. Torej pomembno je, da se jezik kot tak priznava tudi na nacionalnih ravneh oziroma na lokalni ravni, tako kot je recimo to pri drugih narodih, ki seveda te pravice imajo. Pa smo pravzaprav v slovenskem prostoru oziroma v evropskem prostoru bili prvi, ki smo pravzaprav izdali knjigo oziroma pripravili standardizacijo romskega jezika. Ta standardizacija je potem šla tudi v druga okolja po Evropi, tudi druge države so potem na isti način to standardizacijo pripravili, tako da smo pravzaprav tu neke stvari tudi opravili. Imamo, tako kot sem rekel, ogromno slovarjev, ki nekako posegajo tudi v te dialektne tematike samega jezika, tako da to je naša vizija, da se razvija, da se nekako tudi v slovenskem prostoru začne ta jezik seveda uveljaviti, pa ne bom rekel samo v govorni obliki, ampak tudi v drugih oblikah. No, največji problem je to, da seveda Romi sami, kar se romskega jezika, niso dovolj osveščeni, nekako še vedno je ljudi sram, da govorijo romski jezik. In če imamo o jeziku kar nekaj knjig, jih o verovanjih, šegah, običajih ni ravno veliko. Ker pravzaprav verjamemo v malo stvari, sploh mlajša generacija. Tako se kvečjemu spominjamo pripovedovanj. Recimo, če so ptičke v začetku pomladi zelo lepo peli, to pomeni, da pomlad prinaša srečo, ljubezen in tako naprej. Tudi recimo, ko so se pojavili recimo črne mačke, to je bila nesreča, smrt. Potem, ko se je žaba pojavila pred hišo ali pa na pragu hiše, vse to so nekako bile neki simboli, neke stvari, ki so Romom nekaj pomeni. Torej, ni bilo samo teh neprijetnih stvari, bili so recimo tudi prijetne stvari. Recimo takrat, ko je bila voda čista, recimo, če je tekla čista voda, pomeni, da je bilo bolj čisto, da so ljudje lahko čakali boljšo prihodnost in tako naprej. Če je voda bila teroča, umazana, blatna, je bila neka stvar zelo slaba oziroma poveduje neko zelo slabo prihodnost. Pri plesu pa smo že na boljšem. Odhajajoč iz Indije smo pobirali plesne elemente in jih združevali. Tako je na primer tudi flamenko nastal iz spoja romskega in andaluzijskega plesa. V bistvu še vedno živi, ja. V bistvu kultura, pravzaprav ti prvini, glasba in ples, sta preživeli. Ko so se Romi selili, so pač pobirali tudi iz okolice, kot je bilo pri jeziku, tudi pri kulturi in pri navadah. Tako da v sedanjem času imamo različne plese. To so romski plesi, ampak se razlikujejo po regijah, po državah in pa bi lahko rekli tudi nekako po veroizpovedi. Naprimer v Indiji je še vedno danes ples kača, kajti če se spomnimo, neki plesi izhajajo iz šeg, iz navad
iz ritualov in v Indiji se pleše ples kače, zaradi tega, ker je to simbolično. Pol naprimer Romi, ki so prevzeli skozi ta potovanja veroizpoved muslimansko oziroma to veroizpoved, so pač prevzeli tudi nošnjo. Ne toliko ples, ampak nošnjo. Oni imajo pač dimije oziroma šarvale se jim tudi pravi in tudi ta stil glasbe je drugačen, isto kot ples. Mi prekmurski Romi smo v tej ekipi kot madžarski Romi, romunski, bolgarski, imamo krila. Ta krila so zelo lepa, bogata, pisana, kot tudi slike pokažejo. Vsaj 6 metrov blaga mora biti, do 10, lepo bogato, da ko plešeš, pokažeš vso to širino, kajti romski plesi se ne plešejo veliko po koreografiji, ampak po občutku. Ti moraš, naprimer, saj so koraki, gibi so, naprimer, nekateri veliko je gibanja z rokami, veliko je gibanja z boki, ampak ne trebušni ples. Tudi trebušni ples je eden izmed romskih plesov, ampak ne, potem orientalski plesi so. Tako da so to različni romski plesi, stili, ki so pač odvisni od glasbe, od nošnje in pa od okolja. Tista ženska, ki romskega plesa ne pleše, sploh ne ve, kaj zamuja. Kajti to je res, to je čustven ples, poslušaš glasbo, predajaš se glasbi, ni nič pomembno, pustiš vse skrbi nekje daleč. In pomembno je tudi, ko že oblečeš ti to nošnjo, ne. Vsaj pri meni je tako bilo, ko sem oblekla nošnjo, je zame obstajal drug svet, sem bila po duši povsem, čeprav sem ponosna na to, da sem Rominja, sem se predala glasbi in sem uživala v plesu, kar je najbolj pomembno. Kajti, če nekaj delaš na silo, pač ni rezultatov, ampak ples je tisto, kar te sprošča, gibaš se, tako da je vsestransko uporaben. Mene veseli, da so sedaj s temi srečanji, ki jih mi imamo po šolah, da pač romske otroke osveščamo o romski kulturi, da se nazaj nekako vračajo k svojim koreninam, z plesom, z glasbo, z recitacijami. In že smo pri glasbi. Po tej pa smo najbolj znani in vsak bo povedal enako. Za nas je glasba življenje. Pa ga mislim, ko s to svojo deco lajko napravim, lango nazaj na vrhi. Ampak treba je malo truditi, treba je malo več vajeti, treba je malo več delati, pa bomo do toga prišli nazaj. Meni muzika pomeni vse, celo pa glede na to, kako z očolka imamo, kaj je fejs dober vokalist, ko uživamo v ton, pa delamo na ton. Romska temperamentna muzika je zelo privlačna in tudi narod to obožuje. Ne glede Rom, ne Rom, to vsi imajo radi. Vse v našem življenju je samo muzika. Že od rojstva, z malih nog. In vsak naš cigan od malih nog že igra. To smo tako naučili, pa to je nam že v krvi, to je naša tradicija. In kaj je s tisto skrivnostno belo violino, o kateri se včasih govori? Ne, mi nimamo nič s tem. Lahko bi se pa kaj zgodilo, da bi tudi kakšno pesem napisali, pa oglasbili tudi o kakšni violini, beli ali črni violini. Tako, toliko za danes. Čez mesec dni pa bomo predstavili vzgojo in izobraževanje. Tudi romski vrtec, ki ga obiskujejo tudi ne-Romi. In Rome, ki so se uspeli uveljaviti. Dev Leha.